Indonezijski reševalci nadaljujejo iskanje preživelih, potem ko je v jezeru Toba, priljubljeni turistični destinaciji na severu Sumatre, potonil trajekt z najmanj 80 potniki na krovu. Do zdaj so rešili 18 ljudi, potrdili pa so tudi že prvo smrtno žrtev. Pri iskanju preživelih sodeluje približno 100 reševalcev, vključno z vojaško in policijsko pomočjo. Še vedno ni jasno, koliko tujcev je bilo med potniki. Leseni trajekt je imel kapaciteto 60 potnikov, vendar je kljub vsemu prevažal 80 ljudi in več 10 motornih koles. Po podatkih Agencije za zmanjševanje naravnih nesreč naj bi po nepotrjenih poročilih bilo na trajektu celo 130 ljudi, ki so naleteli na visoke valove in močne vetrove. V Indoneziji so nesreče trajektov pogoste, zlasti med islamskim praznikom Bajram, ko milijoni ljudi v svoje rojstne kraje potujejo po kopnem, morju in zraku. V včerajšnjem streljanju v Malmöju na jugu Švedske sta bila po najnovejših podatkih ubita 2 človeka, 4 pa so bili ranjeni. Po podatkih tamkajšnje policije naj bi neznanec najverjetneje iz avtomobila s šibrovko streljal na ljudi, ki so stali pred spletno kavarno. Po navedbah očividcev je v središču mesta okoli 18. ure odjeknilo med 15 in 20 strelov. Prizorišče streljanja je blizu policijske postaje, zato so policisti kmalu prišli na kraj dogajanja. Po streljanju sta poškodbam podlegla 18-letnik in 29-letnik. Umrla sta kmalu zatem, ko so jo prepeljali v bolnišnico. Kako hude so poškodbe 4 ranjenih, policija ni sporočila. Osumljencev za napad za zdaj še niso identificirali, še naprej iščejo tudi avtomobil, iz katerega so streljali. Preiskovalci prebivalce prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin napada. Policija trdi, da zaradi napada ni splošne nevarnosti in da streljanje ni povezano s terorizmom. Švedski mediji še poročajo, da naj bi bilo več žrtev starih znancev policije. Brazilska reprezentanca je po neodločenem izidu z reprezentanco Švice spet trenirala. Tokrat je trening potekal v sproščenem vzdušju, saj so nekateri člani ekipe seboj pripeljali svojo družino, da bi spremljala potek treninga. Nad žogami in travnato površino so bili še posebej navdušeni otroci nogometašev, kjer sta izstopala predvsem Liam, 2-letni sin Marcela, ter 2-letna Sara in 3-letni Miguel, otroka Kazemira, ki so se očetoma po treningu pridružili na travnati površini, medtem ko so mame sproščeno igro svojih malčkov opazovali s tribun. Igralci so se tako z otroci nekoliko sprostili pred petkovo tekmo svetovnega prvenstva v skupini E, ko se bo Brazilija pomerila s Kostariko. Tekma bo zanimiva tudi zaradi tega, ker bodo nekateri igralci madridskega Reala tokrat stali na nasprotnih straneh.